Sam Sebastian, dobro jutro. Dobro jutro. S čem boš danes poskušal na moj obraz narediti? Ja, kot prvo sem si zavihal rokave. Tako da nič ni v rokavih. Vse, kar imam skrito v rokavih, sem dal na mizo. Tako, in to je en tak ključek. Dejansko sem zadnje dni razmišljal o konceptih realnosti, ki jih imamo ljudje, o tem, kar mislimo, da vemo o stvareh, o svetu, v katerem živimo, o stvareh, ki nas obdajajo, recimo, kaj je trdno, kaj je mehko, da je ogenj vroč, da je voda mokra in tako naprej. In sem vedno bil fasciniran nad zdravilci, nad ljudmi z močno bioenergijo, ki lahko vplivajo na drugega človeka, na materijo, na duha. Lahko pogledaš, seveda, da je ključek Trden, tako. trden, tako. Ja, starci, mislim, ne vem, kaj odpiral, ampak si zagotovo je odpiral ena vrata. Zelo težka vrata, ker je res tvrda. Tako, jaz sem dejansko zadnje dni nekaj eksperimentiral s tem in sem prišel do zanimivih rezultatov. Namreč ni zmerom lahko, upam, da bo danes uspelo tukaj. Poskušal sem, če lahko jaz vplivam v bistvu na tale ključek z močjo misli. A ne? Zdaj včasih rata, včasih ne. Poskušal sem si predstavljati takole eno nevidno ročico in da vidimo, če mi lahko, nekaj se že dogaja s tem ključkom, ampak moč misli je zelo materialna. Ne vem, kako se to vidi na TV-ju, ampak če poskusimo še enkrat, čist nevidna roka ga lahko premakne, tudi če ga se takole poskusim dotakniti. Malo pa gre, a ne? Se premika. Čeprav brez dotika mogoče tako. Pa še malo. In sem videl, da dejansko se da se vplivati na materijo tudi, če se je ne dotaknemo. Recimo, to je ena taka stvar. Nisem bil tukaj v menzi tudi in sem vzel za spomin si 2 vilici, pa me zanima, želiš si kreno, si izberi, katero želiš? To, ok. Ja. Glej, boš ponavljal za mano, prav? Takole primema skupaj in probaš zavrteti takole, ampak moraš dejansko probati zagreti vilico in verjeti, da si sposoben tega. Upogniti. Ja, tako da vplivaš na njo, recimo, da jo zavrtiš. In jaz sem poskušal doma in dejansko sem videl, da če jo zelo zagrejem, jo lahko takole zavrtim tukaj pred tabo, pred kamero. Poglej, kaj je meni uspelo. Ok, meni tega ni uspelo. Ti imaš še v redu? Moje je čisto normalna vilica še. Lahko pokaževa gledalcem, da so to navadne vilice, da ne boste rekli, da so to kakšne prav posebne. Lahko poskusiš tudi takole, je trdna? Je trdna. Je trdna, ne? Tvoja je v redu? Moja je v redu. Zdaj, če poskušamo takole še zagrevati, Ja. A čutiš, kaj je kakšna razlika v tvoji? Ne, ostaja ista. Moja je trdna, še enkrat poskusiva. Trdna. Zdaj pa takole, če verjameš, kot v sanjah, kot da bi bil v sanjah, si predstavljaj, da oba vplivamo na to vilico, da se zagreje tako, da postane mehka kot voda, mehka kot maslo. Probaj se je dotakniti čisto rahlo. Čisto mehka je. Čisto mehka je, tvoje še kako. Moja je trda. Le poskusimo še enkrat, čist z močjo misli, kaj se lahko zgodi. Poglej, da nam je uspelo. Še malo, čisto živa je, čisto mehka. In če, kot maslo. Odpadla. Moja je še vedno trda. Tvoja je še vedno v redu, poglej, kar lahko vzameš, lahko preveriš. Popolnoma trda vilica. Kako? Včasih se... Kako spremeniti stanje materijala? A je kaj vroča? Ne, nič, popolnoma. Tukaj je mogoče malo topla na vrhu? Ja. Tako da poskusi, jaz ti dam za spomin, poskušaj doma, pa boš povedal naslednjič, če ti je uspelo tudi tebi. Če jo spravim skupaj, oziroma če mi uspe to zlomiti. Ne gre. Dobro. Preden še rečemo kaj o gledališki predstavi, v kateri te bomo lahko videli čas, da si tudi privoščimo nagradno igro. Ta vilica je čisto. Paket presenečenja podjetja Bakar čaka na vas in če bi ga radi osvojili, morate odgovoriti na vprašanje, ki se glasi,
Kakšen je slovenski izraz za ventriloquista? Kakšen je slovenski izraz za ventriloquista, je torej vprašanje. Je to A, vetroslovec, je to B, trebuhogovorec ali je to C, preučevalec lokvanjev? Kateri je torej pravilni odgovor? Kaj je to ventriloquist? Vetroslovec, trebuhogovorec ali preučevalec lokvanjev? 090 93 60 32 je naša telefonska številka, ki že čaka na vaše klice, da torej ugotovimo, kaj je ventriloquist. In vaš je lahko paket presenečenja podjetja Bakar. Ta vilica je še kar trda, mi še ni ratalo zmehčati. Nov projekt, ki se ga lotevaš v Ptujskem mestnem gledališču, nosi naslov Charlatanus Maximus. Kot rečeno, gre za gledališko predstavo. Da. Kaj prinaša ta gledališka predstava? Ja, to je moja nova gledališka predstava, kot mono izvedbi, koprodukcija z mestnim gledališčem Ptuj in Zavodom Kultivacija ter Kripl teatrom. In gre za zanimivo odrsko predstavo, eno zgodbo o scenskem delavcu, pomočniku velikega iluzionista. Predstava sama je pa namenjena najstnikom in tako naprej, torej recimo od 10. leta naprej, srednje šolam in seveda tudi odraslim. Zdaj, vsebina ne bo skrivnost, premiera je 6. januarja, vsi, ki imate takrat čas, ste vabljeni seveda na premiero. Tako rekla bo še kakšne podrobnosti, vseeno. Nekoga imamo na telefonski liniji, lep pozdrav, kdo je z nami? Halo, halo. Jutro, Nina. Nina, pozdravljeni. Nina, torej, kaj je ventriloquist? Je to vetroslovec, trebuhogovorec ali preučevalec lokvanjev? C, preučevalec lokvanjev. Ne, žal ni to pravilni odgovor. Več sreče prihodnjič, kaj torej je ventriloquist, vetroslovec, trebuhogovorec ali preučevalec lokvanjev? Pomočnik iluzionista, čarovnika, torej je tale zgodba. Prej si mi omenil, da je malo avtobiografska. Ja, je biografska v bistvu. Tekst je napisala Aja Zamolo in je zelo zanimiva zgodba, ki se loteva seveda vseh teh vprašanj, s katerimi se srečujemo ljudje v življenju, sploh v najstniških letih. Je vredno se boriti za svoje sanje, ali se naj gremo z tokom, ki nas pač potegne v družbi nasploh, ampak ali lahko zaupamo sebi, ali govori o tem, da ima vsak v sebi moč, da doseže v življenju stvari, ki si jih želi, da premaga težave, ki so mu postavljene na pot in da nič ni nemogoče. In da so ovire v bistvu izziv, ne? Tako. Če nekoga imamo na telefonski liniji, lep pozdrav, kdo je z nami? Lep pozdrav, Marjana pri telefonu. Marjana, pozdravljeni. Kdo je ventriloquist? Vetroslovec, trebuhogovorec ali preučevalec lokvanjev? Jaz bi rekla B, trebuhogovorec. Tako, to je tudi pravilno odgovor. Ventriloquist je po naše trebuhogovorec. To so običajno ljudje, ki imajo takole v naročju lutko in lutka govori, brez da bi človek, ki jo vodi, odpiral usta, ker govori s trebuhom, recimo. Kakšne so tvoje izkušnje z ventriloquisti? Te je že kdo kdaj potegnil, naprimer, ker verjetno tudi marsikateri znač kakšne magijo izvajati tudi? Ja, sem videl jih kar nekaj in je zelo zanimivo, tako prepričati gledalca, da je lutka živa, kar marsikomu uspe. Marsikomu resnično uspe. Sam Sebastian, torej od 6. januarja dalje te lahko vidijo v mestnem gledališču Ptuj v predstavi Charlatanus Maximus. Kot rečeno pa tudi potem, ko bo zadeva na Ptuju utečena, tudi drugod po Sloveniji, že kaj kmalu pa znova pri nas v našem studiu. Ta vilica je še vedno čisto trda. Ne vem, kako mi bo ratalo. Morda do naslednjič. Vaja dela mojstra. Bo pa druga vilica. Skratka, uspešno še naprej. 6. torej vsi vabljeni na Ptuj, na predstavo Charlatanus Maximus. Sama Sebastiana boste lahko tam videli v tej predstavi, izvedeli nekaj tudi podrobnosti o njegovem življenju, kot rečeno, ker je deloma biografska in tudi marsikateri čarovniški trik. Nekaj z ognjem tudi, kar se pri nas ne sme, ker ne smemo kuriti v studiu, pa vendarle boste lahko v Ptujskem gledališču tudi to videli. Uspešno, lepe praznike. Enako. In nosi Božiček pa dedek Mraz tudi kakšen čarovniški pripomoček? Tudi, če napišeš mu pravočasno pismo, ti tudi prinese kak čarovniški pripomoček. Tako, če bi radi torej bili kot sam Sebastian, dragi otroci ali pa tudi odrasli, pišete Božičku ali pa dedku Mrazu, pa tudi kaj lepega prinese. Pa priden je treba biti celo leto. To pa tako ali tako brez tega ne gre. Ok, jaz do naslednjič torej vilico opognem in to recimo, da mi bo uspelo, recimo. Jaz mislim, da ti bo, da ti lahko. Če ne, bom pa na pol prežagal.
Hvala lepa. Tako, to je tudi vse za danes. Lepo se imejte, vidimo se ponovno v petek, ko bo z vami iz mariborskega studia Andrej Gržina, sicer pa vas že nestrpno pričakuje tudi Mojca, da vas pripelje do konca oddaje. Pa.